če je to hujšanje, najkrat traja. Živo, ja prav ste prebrali. Shujšal bom 22 kg in jaz se odločil, da vse zdrave, okusne, nasitne in valjda nizkokalorične recepte delim z vami. Zdravo bomo pa zvedeli cel kup enih fint, kako se na lažji način znebiti vsega tega. Kako je do tega prišlo, je dosegel sem unih jubilejnih okroglih 100 kg. Seveda pa to vse skupaj ne pride kar čez noč, tole hujšanje, ne? Ali pač, na netu sem najdel ene čudežne tabletke. Pravijo 7 kg v 5 dneh. Pa da vidimo. 7 days later. Zgleda vse skupaj ne bo najbolj simpel, a ne? Zdaj, kolikor vemo, fizika nam kaže, da kolikor kalorij pojemo, toliko jih moramo pokuriti. Se pravi, če hočemo shujšati, jih moramo manj pojesti oziroma več pokuriti. Načeloma največ se naredi seveda s hrano. Zdaj, če hočemo biti učinkoviti pri tej naši dieti, bomo vsaj na začetku mogli malo začeti šteti kalorije, pa jih tudi vagati, da dobimo vsaj približno sliko, koliko je kaj česa. Ker na začetku, ko ješ, pojma nimaš, koliko na dan poješ, mi bi pa malo radi vedeli, a ne, če hočemo iti dol v minus. Da se vi ne boste preveč obremenjevali s temu, bom jaz objavil tukaj gor moje jedilnike in ko bo vse noter preračunan, načeloma obroki zelo uravnoteženi, zdravi, seveda bomo pojedli kar veliko zelenjave, pa tudi neki beljakovin, da ohranimo mišično maso in vse skupaj bo v bistvu zelo zdravo. Jaz mislim, da bi se tako mogli načeloma skozi prehranjevati. Zdaj, marsikakšni tele fitness recepti, ki sem jih jaz gledal, so zelo taki monotoni. Tisti riž, piščanc pa brokoli. Kdo bo to vsak dan jedel? Jaz bom to probal spraviti na en mal višji nivo, da bo vse skupaj res okusno in da bomo zadovoljni s tistim, kar bomo jedli. Pa najbolj pomembno se mi zdi, da bomo na koncu dejansko siti. Je pa res, kakor vsi strokovnjaki pravijo, prva stvar pri hujšanju je prehrana. Fajn je pa, če človek včasih tudi kaj pomiga, ne? Hvala, zdaj najboljši bi bilo zjutraj iti na en sprehod še pred zajtrkom ali pa kakorkoli. Zdaj, če nimate neke hude kondicije, za začetek začnite delati korake. Zdaj imamo vsi že telefone, pa ure, ko štejejo vse živo, ne? In si da zadamo nek cilj, rečemo 5000, 10 000 korakov na dan in jih probamo doseči čez dan. Ne? Zdaj, kako to naredimo? Če imamo vrtec dosti blizu, peljemo otroke peš v vrtec pa v šolo. Ne? Zdaj parkiramo lahko bolj stran od trgovine, na konc parkirišča, pa se sprehodimo v njih 70-80 korakov. Tja pa nazaj, pa jih bomo lepo počasi seštevali. Ne? Zdaj vsako miganje šteje. Vsakič, ko vstanete iz stola, vsakič, ko greste recimo po stopnicah na mest po dvigalu, vse to se lepo sešteva čez dan in počasi boste skurili kakšno kalorico ali dve. Zdaj, če izvajate to, kar jaz, ta intermittent fasting oziroma časovno omejeno hranjenje, pa zjutraj seveda še ne jeste takoj, ko vstanete, kar po novih raziskavah tudi ni zdravo, bilo najboljš narediti zjutraj en hit trening, se pravi 20-minuten zelo intenziven trening, kakor so sklece, dvigovanje uteži, dvigovanje na štangi, kakšni šprinti, hitri skoki in take zadeve. S tem boste res aktivirali svoje telo in bo naš telo še bolj z veseljem kuril tole maščobca čez dan, ker se hočemo znebiti, ne? Zdaj, več o teh stvareh bom povedal naslednjič, v kakšnem drugem videu, zdaj gremo pa nazaj v kuhno. In evo, da vidimo, kako moj dan približno zgleda. Kakor sem obljubil, bo hrana kar dobra. Zdaj, za prvo stvar sem se jaz odločil, da bom naredil neko tako kitajsko morsko juhico. In to bo noter tele rakce, pa ligna imam. To ni čisto klasičen ligen, ampak je ta bolj rdečka. Ful ceneje, malo bolj gumijast je, ampak je odličen za take stvari, ker ga malo dalj časa pa samo. Zdaj, za to zadevo bom jaz pripravljen. 15 gramov suhih gob, lahko jih najdete tudi v prahu, če boste sveže, idejte prej popeči, jaz bom dal to samo noter kuhati. 100 gramov imam narezanega korenčka, 20 gramov česna imam tukaj noter, 100 gramov pora, 500 gramov kozic, 250 gramov je ligna, ostalo so pa še bolj začimbe, pa take zadeve, kakor so sol, kis, gostin, čili valjda bo šlo noter, pa malo ingverja. Prva stvar, ki sem jaz naredil, sem olupil kozice in iz njih naredil neko jušno osnovo. Škoda bi bilo tele lupince stran metati, zato sem jaz tole dobro prekuhal, kakšno urco prej sem kuhal. In se dobil odlično jušno osnovo. Zdaj bom vse skupaj delal v voku. Če nimate voka, lahko tudi kakšno drugo posodo vzamete. Važno je, da na začetku res dobro segrejete, ko bom vrgel ligne noter. Kakor se spomnim pri lignih že odprej,
mora biti ligan na sobni temperaturi, da ne bo preveč gumijast, da ga bomo pekli pa kuhali. Priprava je trajala malenkost dlje za ta recept. Tako da, če nimate časa, si lahko to že vnaprej pripravite, pa pol pogrejete. Jaz sem pa tukaj vse te sestavine, ki sem jih prej naštel, v bistvu za 2 porciji. Tako da bom eno zmrznil in bom imel drug teden spet že pripravljen res hud dober obrok. Zdaj, prva stvar pri nizkokaloričnih receptih je ta, da uporabljamo res malo maščobe. V ta namen imam jaz ta sprej, ki samo poprši olje in ga uporabljamo res minimalno. Minutko so te lignji, da so se malo popekali, zdaj dam noter kar korenček, da ga tudi malenkost pokarameliziram. Naslednja stvar, ki gre noter, je por. Tega nič kaj dosti ne pražimo, takoj bom vrgel noter še česen. Pri česnu pazimo, da ga ne bomo zažgali, zato ga damo noter, malo pomešamo, to da zadiši, vržemo noter čilija po okusu, jaz ga imam kar rad, gobice, in vse skupaj zalijemo z tole jušno osnovo. Zdaj, ko smo vse skupaj noter vrgli, vse skupaj še posolimo, jaz bom dal noter še čist malo ingverja, pa še malo kisa. In kozice bom pa posebej popekel, da bojo une crunchy, da bojo imele une hud taste, pa da se ne bojo prekuhale noter. Zdaj bom dodal še tist gostinček, ki sem ga zmešal v mrzlo vodo, da se lepo stopi. In valjda ne smemo pozabiti sojine omake, ne? Jaz jo kar radodarno noter nadijem, ker da tisti umami taste. Zdaj me tole kar odstavil dol iz ognja in še zadnja faza, na zelo vroči ponvi bomo zelo na hiter popekli kozice. Evo, voilà, kozice so lepo popečene. Zdaj, cela ta naša juha ima 840 kalorij. Se pravi, če bom dal vse skupaj na pol, to nekje 400 kalorij za en obrok. Te juhe je res kar velik. Evo, polovica še kozic, noter. Polovica še za naslednjič. Pa dober tek. Wow. Malo preveč. Pekoče. Malo preveč čilija sem dal noter. Ker solze mi tečejo. Ampak juha je tako okusna, tako polnih okusov. Tele reakcije so sveži, hrustljavi, niso nič prepečeni. Res dobri. Una jušna osnova je naredila full taste zraven. Zelenjava, zelo sveža, v bistvu še malo hrustljava, tako da dobimo full vitaminov noter. In je res en tak zelo zdrav obrok. Jaz mislim, da bom komot počakal na naslednjo malco snack, ki pa pride malo. Čez kakšno urico tle. Evo, slabe 2 ure je mim in pripravljal sem na snack. Voda je med hujšanjem moj najboljši prijatelj, sploh po uri pekoči juhi, ker sem prejokal več kot ena 13-letnica, ki je gledala Titanic. Za snack bom jaz naredil en smoothie, zato bom uporabil 150 gramov jogurta grškega z manj maščobe, se pravi ga 2%, če ga najdete. Naslednja zadeva, za volumen bo šel noter ena ščalčka ledenih kock. Da bo vse skupaj ful bolj okusno, bomo dali noter zmrznjene jagode. Tukaj je nekih 100 gramov pireja, zdaj ni sezona za jagode, tako da sem si prvoščil kar tole. Če najdete pa sveže jagode, tudi malo več kot 100 gramov, so res zelo nizkokalorične, ful dobrega okusa. Še ena zadeva, ki bo vse skupaj tudi povezala in bo ratalo vse skupaj malo bolj gosto, zato bo malo bolj imel občutek sitosti, je indijski trpotes. Ogromno vlaknin je v temu noter, eno žlico več kot dovolj in na koncu, če vse skupaj zalijemo še čist malo vode, da bomo lažje vse skupaj zmiksali. To diši lepo po jagodah. Zdaj v bistvu sem jaz naredil sladoled praktično, ker vse skupaj zelo dosta zadeva stane.
Tako da še boljš. Namesto smutija sem naredil ful nizkokaloričen sladoled, polno skledo ga imam in zdaj bo to v bistvu moja sladica. Jagode imajo res dober močen okus, zelo prav pasal bo zdaj tole. Če bi moji otroci vedeli, kaj jaz tukaj sam jem, bi bil ful kregan. Če jaz tole pojem, pa pičim na en sprehod, pa pride moj ta glavna obrok danes in to je večerja. Ajde! Zdaj zjutraj v naših koncih je bilo malo bolj mrz, zato sem se odločil na popoldanski sprehod na en drug konc Slovenije. Tele na obalo. Prav toplo je 10 stopinj več. Zdaj, da smo si na jasnem, jaz nisem noben dietični strokovnjak ali pa kakšen hud osebni trener ali pa karkoli drugega. Imam pa kar nekaj znanja že čez življenje, ki sem ga pridobil, tudi nekaj izkušenj in kar se tiče športanja in kar se tiče prehrane. Tudi marsikaj sem si prebral in zdaj bom jaz to probal vse skupaj izkoristiti. Ker dejansko osnova je neka zdrava prehrana pri vsaki taki stvari. Zdaj, kot sem že prej omenil, se jaz grem nek intermittent fasting, kar pomeni, da jem samo določene ure v dnevu. Jaz najraje sem dopoldne brez hrane, ker mi ni tak problem, spiješ eno kavico ali pa dve, veliko vode in gre normalno čez. In začnem jesti šele tam okoli 1-2 popoldne. To pomeni, da do 6-7 zvečer imam jaz 2 obroka do 3, kar je zame čisto dovolj. Vedno si pa pošparam največ za večerjo, ker nikoli nočem iz večer v posteljo lačen spat. Tis mi je najhujš. Vse pa na te stvari seveda treba na začetku malo prevaditi. Ta prvi teden gre malo težji, pa kar zlaufa in ko se navadaš je res fino. Prav dobro se počutiš, čeprav malo manj poješ. Zdaj, če imate kakršnokoli vprašanje, kar se tega tiče, mi piše dol v komentarje. Če pa kdo kakšen strokovni svet, se ga pa tudi to bom branil, ga z veseljem preberem, pa tudi sprobam seveda. Nič, jaz bom živel še naprej v tem mojemu toplem sprehodu, ker tlele je res lepo, ta je naša obala, mi se pa vidimo na večeri. Ajde! Tle imamo 250 gramov konjskega zrezka. Zakaj konjski zrezek? Lahko bi vzeli seveda tudi roast beef govedine ali pa kaj drugega. Je pa pri konju tako, da ima še manj maščobe, na 100 gramov nekih dobrih 100 kalorij, kar se skoraj kosa z piščančjimi prsi. Zakon. Zdaj zraven bom naredil pečen krompir. 400 gramov krompirja, 4 srednje veliki krompiri. Jaz sem ga že vrgel v pečico, tako da se tamle peče. Bo lepo hrusljal, ne bo nič kaj preveč kompliciral. Zrezek se je lepo že spoznal s sobno temperaturo, je že nekaj časa tle, tako da vržemo ga v ponv. Zrezek vržemo na res segreto ponv. Jaz ponavadi delam zrezke sicer malo v pečici, pa pol ponvi, oziroma glih kontra, v ponvi pa pol v pečici, ampak ta ni prav preveč debel, tako da tega bom kar direkt v ponvi delal. Evo. Pa ga imamo konjski zrešček, tako bi dal še malo brusnične marmelade z mletim česnom, pa valjda sveže mlet popar, malo soli na zrezek in krompir, pa na krompirček gre še malo svežega timijana. Tole že ful lepo diši vse skupaj, tako da me se veseljem tega lotil. Zdaj tale zadeva ima približno 700 kalorij, vse skupaj z tole omakco vred. Zdaj, če se štejemo vse skupaj tistih 420 zunaj juhico zelo pekočo, pa tistih 240 v smutiju, pa tehle 700 smo prišli po 1500 kalorij danes. Kar sem jaz zelo zadovoljen, to pomeni nekih 1000 manj, kot bi jih mogel pojesti, s tem, da bom potem le zrezku verjamem, da zelo lepo sit. S krompirjem bo dobil vse hidrate oziroma tisti škrob, ki ima tukaj noter. Mesa imam dosti, zelenjave sem v juhi dosti pojedel, tako da jaz mislim, da je to. Dober tek! Zdaj, če vas zanima, kaj se bo dogajalo naprej, pa z mojim trebuškom, pa s kakšnimi recepti bomo to vse skupaj odpravili, dajte subscribe tam v spodaj, pa like, če vam je bil všeč video, pa se vidimo naslednjič pri naslednjem kosilu.